Dejstvo je, da si je vlada po podaljšanem dopustu, v katerem pravzaprav ni predlagala nobenih nujnih tekočih ukrepov in tudi ničesar pripravila zato, ker potrebujemo kot odgovor do evropskih institucij, je pač sprejela skupaj z guvernerjem Banke Slovenije odločitev, za katero v naši poslanski skupini menimo, da ni korektna. Namreč gre za to, da se s to odločitvijo o tem, da se dve banki, se pravi Faktor banka in pa Probanka, pošljeta v, bom rekel, kontrolirano likvidacijo, da to sicer pač je ukrep, vendar tisto, kar ta ukrep spremlja, pa ni docela korektno. Kajti vsi tisti, ki so delali v upravah teh bank, ki so delali kot nadzorniki v teh bankah in pa seveda tisti, ki so bili deponenti, gre pa za pravzaprav zelo specifično strukturo oseb, ne bodo zaradi tega pravzaprav doživeli nobenega postopka ugotavljanja odgovornosti, to je na eni strani, na drugi strani pa bodo vse te svoje obveznosti, tudi tiste, ki so preko 100.000 evrov dobili povrnjene z poroštvom, ki ga je pač v višini več kot milijarde evrov zagotovila Republika Slovenija. Zdaj, tu gre pač za neko pravzaprav privilegirano skupino ljudi in ni prvič, da se je ta vlada pravzaprav odločila, da bo tistim, ki sodijo v kategorijo privilegiranih, zagotovila tudi pravice oziroma tudi sredstva, ki jim za to ne gredo. Tu mislim, da tako vlada kot tisti, ki za to vlado stojijo, to pa gre za močne lobistične naveze, pravzaprav izvajajo, lahko rečemo tudi pritiske, da bi se ta programirana likvidacija speljala tako, da bi ta omrežja, ki so povzročila v veliki meri luknjo v bančnem sistemu, da bi ostala pravzaprav nepoškodovana, da bi dobila povrnjene vse tiste vire, ki bi jih sicer v nekem normalnem postopku morali izgubiti. Zdaj, s to programirano likvidacijo, pogojih polnega povračila vseh vložkov, vseh depozitov, ki jih imajo deponenti in pa tudi lastniki v teh dveh bankah, se pravzaprav ignorira tudi drugi člen ustave, da je Slovenija socialna in pravna država, kajti vsa ta bremena, ki bi jih ti morali prevzeti, se bodo porazdelila na vse prebivalstvo Republike Slovenije. Kajti zagotavljanje poroštva Republike Slovenije pomeni točno to. To se pravi, da se bo na nek način to vse porazdelilo na vse ostale državljane. Rad bi opozoril tudi na to, da je Komisija za preprečevanje korupcije naredila neko analizo stanja v slovenskem bančnem sistemu. Pred približno 3-4 meseci, morda nekoliko več, je bilo to poročilo protikorupcijske komisije predstavljeno javnosti, brez zneskov, brez imen. In to je problem, kajti vemo, da v bančnem sistemu obstajajo dosjeji, vsak ima, na vsakem dosjeju je ime in priimek tistega, ki je ali vložil v banko ali iz nje prejel, in pa seveda podpisniki tistih oseb, ki so v banki, ki so pri tem poslu sodelovali. Se pravi, da se je Komisija za preprečevanje korupcije v celoti
izognila tej personalizaciji analize in to mislimo, da ni dobro. Če se neka analiza naredi, potem bi to moralo biti dejansko zelo natančno pregledano in pa tudi sporočeno javnosti z imeni in priimki. Zdaj, ena stvar, ki pa bode v oči, pa to, na kakšen način je prišlo do te odločitve glede porazdelitve oziroma programirane likvidacije obeh bank. Najprej se je cel teden v medijih vrtila zgodba o tem, na kakšen neobičajen način posluje oziroma plačuje svoje obveznosti Janša oziroma njegova družina. To je bila top tema celega tedna in po mojem mnenju se je na ta način naredila močna, bom rekel, medijska platforma za to, kar se je zgodilo potem, ko so se v petek zaprle banke. In ta odločitev guvernerja in pa vlade Republike Slovenije je bila dobro, rekel, piarovsko umeščena, predpripravljena, tako da se ta ostrina tega ukrepa predvsej izgubila in pa predvsem prekrilo tisto, kar bo velika posledica za slovenske davkoplačevalce. Menim, da ta ukrep ni primeren, to se pravi, ta socializacija terjatev ni primerna in predvsem manjka v tem postopku tisto, kar bi moralo biti zgodba ali pa zaključek vsakega procesa. To se pravi analiza stanja bančnega sistema, analiza stanja v posamezni banki in pa tudi ugotavljanje odgovornosti za stanje, ki je v teh dveh bankah nastalo. Mislim, da bi bilo to neko normalno pričakovanje, zagotovo pa ni normalno, da bremena tistih, ki so se v teh dveh bankah oplajali in koristili te stvari, plačujemo vsi, tudi tisti, ki pri teh stvareh nismo bili nič zraven.